ponovno dobi knjigo, kar pomeni, da res srčno verjame v to, kar je prebrala, da ta duh širi naprej in ne samo to. Vi bi mogli videti, ko se je ona z mano dobila, Ana. Jaz pač ne morem vsak dan vam dati informacije, ki jih dobim od mojih soboginj, ampak to je nekaj, da prinesla mi je drevo življenja za ametisti in zraven mi je prinesla angelsko, to pomeni eproveto, tista, ki gre za vodo in zelo lepo napisala. Ampak evo, nimam je seboj, ker sem na morju in zdaj tudi žrebam njo. Toda ona je resnično tista, ki je pripravljena se soočiti z resnico in res delati spremembe. Evo, Laura, moja draga moja Laura, te misli, da je sem ona, več jih je bilo notri, ampak le, Laura pač je bila zbrana. Laura Šolaja, draga moja boginja, knjiga je tvoja. Vesolje že ve zakaj. Ok, danes je video namenjen temu, kdaj je tisti čas, ki smo pripravljeni delati spremembo. Zdaj sem si vseeno vzela od moje šamanske astrologinje post, ki ga je napisala, ki ga je včeraj objavila, vsi tisti, kateri niste vedeli, da je Guru Purnima, to meni, to je ta polna luna, zdaj ne bom vsega prebrala, vsi tisti, ki imate priložnost, si malce preberite, kaj to pomeni. Mi smo včeraj s mojimi dragimi prijateljicami, seveda se jih ni bilo veliko, ker jih pač nimam veliko, ker imam vse soboginje okoli in so vse moje soboginje, smo si naredili en krasen ceremonialni večer, kjer smo dajale, odpirale vrata, zapirale vrata, odpuščale vzorce, predvsem to, da smo želeli biti notri v sebi, v svoji ljubezni in predvsem v lahkotnosti, v tem, kdor smo. Ok, in zdaj je tisto, kar sledi temu videu, da se lepo poklopi. Kdaj je čas za spremembo? Takrat, ko čutite, da res nimate v sebi te svoje lahkotnosti. Kaj pomeni lahkotnost? Da znate občutiti, kdaj ste srečni, kdaj ste mirni, kdaj je nekaj v vas, nekaj nemira. Jaz pravim, da če bi me vprašali nekaj let nazaj, kdaj se je začela sprememba pri meni, takrat, ko sem resnično znala sebe občutiti, graditi odnos s seboj. Potem vsekakor so mi pomagali razni obredi, zato tudi resnično srčno verjamem, da čaka 22 krasnih boginj, ki bo šlo z mano na retrit. In tiste, ki pač ne boste šle z mano na retrit, boste prišle na akademijo, ker pač traja skoraj 1 leto, se boste družile z menoj. Razlika med retritom pa med akademijo, to bom drugič govorila o tem, bom povedala, sem prav naredila en Zoom, kjer bom malce več povedala o tem, kakšna je razlika. Nekdo je tisti, ki res rabi ognjemet, nekdo pa je tisti, ki dela majhne korake in z majhnimi koraki dela trdne korake, da so res velike spremembe. Jaz sem presrečna vsem mojim soboginjam, to je noro, da jih vidite, kakšne so to spremembe. Ponosna, presrečna, ne rada delam z množicami, rada delam posamezno, mislim, tako, butično z ljudmi, zaradi tega, ker jih čutim, zato, ker potem oboje stransko rastemo. Nikoli ne raste samo ena oseba, vedno rasteta obe. No, in kdaj pride tisti čas, ko pa mi rečemo, ok, to sem hotela povedati, da včeraj je bil čudovit dan, tisti, ki ne veste, si vpišite notri, preberite pri Gaji, to pomeni Guru Purnima, prav napisala je včeraj malce več o tem, kaj je to. In mogoče za drugo leto si pripravite en tak obred, ne rabite zdaj, lahko ste sami, lahko ste svojo družino, ampak predvsem dajte neko namero in potem si dovolite sebe začutiti, kdo ste, kaj si želite v življenju, katera vrata odpirati, katera zapirati. Jaz sem danes malce bolj čustvena, zato ker včeraj je bil tako lep večer, celo preživeli smo ga do 4, potem šle smo spat ob 5. In srčno upam, da boste tudi vi vse to spoznali, da boste spoznali vse te tako majhne, narobe sem rekla, blagoslovljene stvari, ki nam pomagajo, ali pa obrede, ki nam pomagajo, da smo vsak dan boljše osebe. Ok,
Zdaj pa, zakaj je to dobro, da ugotovimo, kdaj je čas za spremembo. In bom podelila informacijo ene moje soboginje, čudovite soboginje, ki je pred 2-3 dnevama rekla, pač je premožna oziroma bogata. Kdo je zdaj za koga, zakaj je za vas bogat? Zame je bogatstvo to, da se res dobro počutim v svoji koži, da sem srečna, kjerkoli sem, da slišim ptičke, kako pojejo, da uživam v morju, da karkoli počnem, delam to s celim bitom svojega telesa. To pomeni, da čutim, da sem tukaj in zdaj. Da vsak trenutek začutim to mojo ljubezen do sebe. Laura, čau, sem videla, da si napisala, pa bom pa prebrala. To je tisto, ki res človeka nekaj naredi, neko spremembo. In kaj je delila? Rekla je, moja namera, vedno za vse te retrite in za vse to, kar počnem, si vedno rečem, želim si, da vsaka ženska začuti res, da najprej gradi odnos do sebe. Ampak kaj je to, graditi odnos do sebe? Da res začuti, da je tukaj in zdaj. Kako se počuti v tem trenutku tukaj in zdaj. Da nič ni narobe, če je slabe volje. Da nič ni narobe, če je dobre volje. Da ve, ko je dobre volje, zakaj je dobre volje. Da ve, ko je razočarana. Da ve, ko je presrečna. Da ve, ko je polna ljubezni. Da ve, ko govori iskreno, ko govori z bolečino. Tako da, zato sem hotela povedati, danes sem malce tako. Včeraj sem čutila neko bolečino, vse ok, nič ni povezano z domom, nič z ničemer, eno bolečino, imam 2 oseb, ki jih imam noro rada in ko čutim, da ni nekega pravega odnosa in pol me boli, zakaj do tega ne more priti, no? Kaj se pač tle zgodi, ampak v redu, zdaj, da ne bom zašla. Ko začutite, da no, evo, viš, to je ženska. In zadnjič reče moja boginja Maja, Tanja, ti želiš dati ljudem ta odnos, graditi odnos, da res ljudje začutijo sebe, da se res začutijo, da so pristni, da nič ni narobe, če so slabe volje, vse to, kar sem naštela, ampak a veš, koliko je takih oseb, ker je pač ona tudi premožna, ko pa enkrat, ko vse to imaš, imaš karkoli si že želiš in potem se ti zgodi, da nisi srečen. In kar naenkrat dobiš občutek krivde, kako je možno, da jaz nisem srečen, če imam to, nekdo drug pa tega nima. My God, sreča se ne meri z uspehom, česa imamo, ker lahko imate vi danes hiško na morju, lahko imate karkoli zaželite in lahko ste nesrečni. Tudi jaz sem čutila bolečino. Kako lepo. Lepo, Marin, to je čisto ok. To pomeni, ena vrata se zapirajo, ena se odpirajo. Vse, kar je včeraj bilo, je bilo dobro za nas, karkoli. Kar smo zaprli in kaj smo odprli. Nič pa ni narobe, ko čutimo bolečino. Jaz sem se včeraj lahkotno počutila, ampak vseeno sem čutila bolečino. Zato, ko imam res 2 osebi ful rada in mi nista povezani. Evo, veš, ko je lepo napisala, pa sem pa to videla. No in prosim vas lepo, resnično si ne želim, da merite srečo ali pa da primerjate, ne merite srečo z uspehom. Mogoče me danes 10-krat bolj razveseli to, da sedim na obali in gledam v sončni zahod ali pa vzhod ali pa hodim, kot pa mogoče kdaj pred časom nekaj, kar me razveselilo za samo tisti moment, za tisti kratek trenutek. Naprimer, ali je to mogoče obleka, ali je to neko darilo, ali je to neka nagrada, ali je to nek cilj, ki smo ga dosegli. Danes znam čutiti to noter v sebi. In srčno upam, ko ne znate čutiti, ko ne znate se zdajle ta moment vprašati, tukaj, ko ste z mano, tisti, ki me gledate in spremljate,
da zaprete oči in se vprašate, res, kako se počutim zdaj? Kako se počutim? Kaj čutim? A se čutim srečen, umirjen, lahkoten, radosten, ne vem, prazen? Karkoli. In če tega ne čutite, potem veste, da je čas, da začnete delati spremembo na sebi. Kako pa se dela sprememba na sebi? Ja, dejansko nihče drug vam od zunaj ne more spremembe dati, kot pa vi sami. Resnično, nihče. Lahko vam samo pomagajo z določenimi orodji, da to spoznate, kak način bi lahko izbrali, da bi izbrali, naprimer, varianto z nekimi rituali jutranjimi ali večernimi rituali, da bi izbrali, da mogoče se odmaknete. Jaz se bom zdaj odmaknila nekaj dni, me ne boste videli, slišali, to pomeni podelila bom mogoče kako slikico, ker bom šla na Vipassana meditacijo, se temu reče, ampak to jaz ne mislim Vipassana meditacija, ne bom zdaj tam skozi v meditaciji, grem pač na Bobinsano, na eno rastlino, en čaj in dietiram z ikari, to so zdravilne pesmi in dejansko takrat tudi ne berem, res ne berem, takrat sem nekaj časa čisto v sebi, ne nekaj časa, vsak dan, lahko si z družino, vendar nisi z drugim svetom. In spoznavaš, kaj je tisto, kaj je dobro, kaj je bilo tisto, kar je potrebno nadgradnjo narediti pri sebi. Zaradi tega, ker sem vedno mnenja, da oseba, ki predaja znanje, ki širi ta svoj duh, širi tudi svojo energijo. To pomeni, če so v meni noter vzorci tega, različni vzorci, vsi tisti, ki so z mano, dobijo te vzorce, če jaz ne delam na te vzorcih. Zato je pomembno, da vedno delamo tudi na sebi. In resnično si ne predstavljam razne coache, trenerje, da konstantno izobražujejo in da ne delajo na sebi. Da si ne vzamejo čas, ko se posvetijo konkretno sebi. Naprimer, pri meni bo zdaj tako, en mesec bo namenjen, ampak bo mešano. Jaz bom tako, začetek julija je zdaj namenjen čisto meni, čisto mojemu izobraževanju, poglabljano vase, pa druga polovica avgusta, kjer grem na razne retrite, na vse tisto, kar mi lahko pomaga, da sem lahko boljša oseba vsak dan in da lahko to širim do mojih ljudi, da lahko jim pokažem, koliko je pomembna, da resnično živijo resnico, svojo resnico, pomeni koliko je pomembna resnica, iskrenost, koliko je pomembna res ta brezpogojna ljubezen oziroma čista ljubezen. Nič ni narobe, če nekomu poveš, nekaj zdaj čutim, nekaj ne čutim, in tudi to, da znaš potegnati iz vsake situacije pozitivno ven, da rečeš, mogoče se pa to meni zdaj dogaja v moje najvišje dobro. Zdaj pa 3 stvari, ki pa se meni zdijo pomembne, čakaj, da vidim, koliko je ura, 3 stvari, ki se meni zdijo pomembne, kako znate prebrati, razbrati, na kateri valovni dolžini ste, tudi ko je čas za spremembo. Nekoga, ki ga z veseljem poslušate, kar naenkrat se vam začne dogajati, da vam njegova vibracija ali pa njena vibracija več ne seže v uho. Jaz zelo prepoznam, mogoče to zdaj je komu smešno, ko nekdo govori v agresivnem tonu, to je ta jezen ton. In če bi mogoče šli moje videe za nazaj pogledati, kak je za nazaj, ne vem, čisto prve videe, bi mogoče v kakem drugem, tretjem, vsak drugi, tretji video slišali malce ta jezen ton. To ne pomeni zdaj glasen, samozavesen ton, ampak vibracijsko je drugačen ton. In ko vas to začne motiti pri komu, takrat veste, da ste naredili korak naprej. Druga stvar, katera je, ko veste, zdaj sem pa pripravljen za višjo spremembo, ko vas ne zanima, kaj se v svetu tako dogaja, da rečete, vse je narobe, vse je šlo slabo, ampak da rečete, ok, to se dogaja, ampak v mojem svetu je to lahko drugače. In si svoj svet, to pomeni te informacije, ki jih slišite od zunaj, ne vplivajo na to, da boste vi zaradi tega
malce podrli svoj steber. In ta tretja stvar, ki se mi zdi pa ena izmed najbolj pomembnih stvari izmed vseh teh treh, je pa to, nekdo vam danes reče, vi spoznate eno osebo in ta oseba vam prija, vam je prijetna, lepo se počutite ob njej in kar naenkrat, nekdo reče, joj, a veš kaj, jaz pa tej osebi ne zaupam, joj, ali pa druga, pa od tretjega in kaj se zgodi? Ko vi slišite, ker to so preizkušnje, to so vaše preizkušnje, ki vam bodo prihajale v življenju, prav s tem namenom, zaradi tega, da vidijo, v kakšnem stebru ste. Kaj to pomeni? Nekdo vam reče, o, ta Katja je pa fantastična, mislim, vi se počutite super s to Katjo in nekdo reče, joj, ampak veš, ta Katja ima to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to, pa to. Ko vas ne zdrma to, kar vi slišite za to Katjo, in ko vi vseeno ste v tem stebru, da je vam ok s to Katjo, pomeni, da resnično ste že začeli delati na sebi in je ok in samo nadaljujte po tej poti. Če vas pa vse te tri stvari jih ne čutite, ne vidite, to pomeni, ste skozi na istem, pomeni, zmotijo vas stvari, vi imate nekomu se super počutite, pa nekdo reče, tudi kar se tiče, ne vem, ni dobra restauracija, vi pa super jete v tej restauraciji, pa kako ni dobra restauracija, če meni ful fajn. Ali pa obratno, vam ni dobro, pa nekdo reče, da je super. Začnite poslušati sebe, dovolite si, da slišite sebe. Kdaj je čas za spremembo? Danes mi je rekla moja Mojca, Tanja, Paul Goethe je v eni izmed knjig napisal, kako, če bi imel možnost, kakšno ime bi si izbral, da bi te definiralo, da bi govorilo o tebi. In potem me je gledala in opazovala, to pomeni, mi se ne pogovarjamo o tem, mi radi gremo v globino, radi ugotovimo, radi se pogovarjamo, kje imamo bolečine, kaj lahko še izboljšamo, to si jaz želim, da to vsi začutite, koliko je to dobro. In me vpraša in jaz razmišljam in rečem, a bi bilo moje ime pogum, zato ker me nič ni strah omeniti, povedati, deliti vsakršno bolečino z vami. Točno vse, kar počnem, veste, da delam obrede, veste, da verjamem v to, da smo ženske tiste, ki lahko delamo spremembe v življenju, vendar ne kot feministke, vendar ženske, ki dajemo ljubezen naprej, kajti mi smo rodile življenje in mi ga spravljamo v svet. No in tako naprej, da ne bi zdaj naštevala. In porečem, a bi bil moj pogum? Pa tako me gleda, pa ona reče, res? Pa rečem, pa reče, ja, no, tako in tako, pogumna si, tako in tako. In pa sem razmišljala, če bi bilo moje ime, in to bom tudi dala vam za eno izmed vprašanj, ne vezati z vrednotami, kar nič ne, dajte pogledati, kaj je tisto, kar vas definira. Tako kot mogoče definira v Indiji, ki si dajo imena, tako kot čutijo. In verjeli ali ne, katerega sem zbrala pristnost. Zbrala sem zato pristnost, ker mene poznajo ljudje, mogoče ste tudi vi med njimi. Ko sem dobre volje, to pokažem. Ko nisem dobre volje, to tudi pokažem. Ko sem noro srečna, pokažem. Ko sem žalostna, pokažem. Ko sem ranljiva, pokažem. Ko sem zaskrbljena, pokažem. Vse znam podeliti. Zakaj? Ker sem se začela že pred ne vem koliko leti zavedati, da mi zunanja okolica ne more vplivati toliko na moje življenje, koliko lahko sama. In potem sem to vprašala, to mojo damo, Mojco, Mojca, kaj praviš na pristnost? Je rekel, oh my god, ti imaš kar malo več. In potem, katero mi je ona dodelila? Ona mi je dodelila iskrivost. To pomeni, da vsakič, ko me vidi, čisto vsakič, ko me vidi, so v mojih očeh iskrice. In res je, življenje jemljem z iskricami v očeh. Življenje jemljem kot eno izmed najlepših daril. Življenje vidim, da sem zmagovalka,
se zavedam, da ne more vsak od vas reči vse se da, ker nekdo tudi sprejme vlogo žrtve in je rad v tej vlogi. In to tudi sprejmem in ne obsojam. Življenje vidim, da si ga sami, samo vesolje nam ga določi, mi pa sami se odločimo, ali bo ta pot trnova ali bo lahkotna. Spomnim se, pred leti sem si delala trnovo. Draga tašča, če gledaš ta video, ker moj pokojni tast ga ne more, vsakič se spomnim na mojega pokojnega tasta. Hvala za, ne bom rekla trnovo pot, ker je bila pot najbolj učeča, največ ste mi dala s tem, da ste me učila, da v življenju ni vse enostavno, da je treba malce se potruditi in biti vztrajen, konsistenten, da lahko rasteš naprej. Tako da sem hvaležna za to. In včasih se resnično premalo zavedamo, da smo obdani z ljudmi, ki nam lahko dajo noro veliko znanja in premalo smo hvaležni za to znanje, ki ga imamo. In zakaj imam bolečino? Evo, zdaj pol še eno delim spet. Ker sem obdana z dvema čudovitima osebama, ki jih imam res rada. Sploh vam ne znam povedati, to je neka sestrska in bratska ljubezen. In ko gledam, koliko je en dobil, drug dobil, koliko smo vsi trije dobili, in to ne znamo spraviti skupaj ali pa tako, da skanaliziramo in rečemo, to je ljubezen in na tej poti je prav, da gremo skozi malo trnov, skozi malce ovir, ker samo to bo tista čista energija, ki nas lahko pelje naprej, da lahko drugim pokažemo. Ko se drugi zaustavijo, da mi rečemo, to ni nič, to je čisto mal pojdi, mal iskrenosti, mal bolečine, vsega deli, da lahko greš naprej. Ok, določite si ime, kdaj veste, da je čas za spremembo. Ko imate vse, pa nimate nič. Ko primerjate srečo z uspehom. Ne, uspeh je posledica sreče. Lahko ste pa uspešni, pa niste srečni. Lahko jih imate 10krat več, kar imam jaz. Pa lahko, da niste srečni. Lahko imate pa 10krat manj, ali ne vem, več kot 10krat manj kot jaz, pa ste zelo srečni. Sreča ni povezana z bogastvom oziroma z denarjem, ker bogatstvo je vse tisti, kar srečo vidi. Ampak sreča je tisto, ko se človek začne zavedati, da je res dar življenja, da je tukaj in zdaj in da se zaveda vsakega občutka, ki ga zna začutiti, ga deliti z drugimi in se zna soočiti s tem občutkom, kakršenkoli je. Tako da, nagrajenko smo žrebali, draga Laura, sončica moja, ker si res sonce. Pa ne samo Laura, so vse moje, so boginje, sonce. Svetite, pa ne svetiti za druge. Zdaj me vidite v temi, ker počasi se že temni na morju. Ne svetiti za druge, dajte svetiti zase. Res, vsak moment svetite zase. Naj vam ne bo škoda niti ene ure, ki jo namenite sebi, ker ta ura vam lahko mogoče prinese nekaj let srečnega življenja, prave ljudi na poti in dovolite si poiskati pomoč. Sončice, srčice, so boginje, kakorkoli se že imenujete. Tiste, ki želite z mano na retrit pa na akademijo, čim prej se prijavite, da že začnem kanalizirati in videti, kaj potrebujete. Ne vem, če vidite, a vidite tam neko lepo, me kar aura obdala tam, tule, da že vidim, kaj je tisto, kar potrebujete. Tiste, ki se boste prijavile, če ne, bom z vami
Vsak četrtek se vam bom javila, zdaj bom pa nekaj časa šla malce v samo, da začutim, kaj je tisto, da sem lahko še boljša oseba in da lahko še več dam. Tako da en lep vikend vam želim. Uživajte življenje. Ko vas boli, tudi povejte. Ko ste pa srečni, pa to tudi povejte. Pa predvsem se zavedajte, da samo s hvaležnostjo lahko vsak sleherni dan ste bolj srečni, bolj lahkotni in to vas bo peljalo do vaše poti k sebi in potem tudi do uspeha.